Pozdravljeni. Kot ste verjetno že zasledili kje drugje, bo od sezone 2027 za 2 leti v koledar svetovnega prvenstva Formule 1 ponovno uvrščena velika nagrada Portugalske, in sicer na znani progi Algarve v Portimao. Kaj vse to pomeni? Pa kot običajno v naslednjih minutah. Novica je uradna. V sezoni 2027 bomo na koledarju svetovnega prvenstva Formule 1 zopet imeli veliko nagrado Portugalske. A če po eni strani se lahko strinjamo, da v teh uradnih objavah, v izjavah za javnost vse popolno, je vse pozitivno, je vse navdušujoče, če se v zgodbo malce poglobimo, lahko pridemo do zaključka, da pravzaprav ni vse tako lepo, kot nam lahko marsikdo pravi. Proga je nam, navdušencem, dobro znana. Namreč v Algarveju smo videli 2 dirki svetovnega prvenstva Formule 1 pred kratkim. Namreč leta 2020 in 2021 so prav tu organizirali dirko. Sicer v istem obdobju se moramo spomniti vseh omejitev, ki smo jih imeli zaradi COVID-19. Ampak vseeno po 2 sezonah so organizacijo dirke na Portugalskem dobesedno izpustili iz rok. Po drugi strani se verjetno marsikdo spomni, kako so na progi v Imoli izkoristili priložnost, ki se jim je ponudila, in prav do letošnje sezone organizirali veliko nagrado Emilije Romane. Verjetno je marsikdo izmed vas zasledil, kako je proga Algarve klasična, kako ni nekaj, kar je zarisal Hermann Tilke, kar je res. Ampak mnogokrat se pozabi, proga kot taka primarno ni namenjena avtomobilizmu, temveč motociklizmu. In ne smemo pozabiti še na nekaj. Proga, vsaj po mojih osebnih standardih, ni klasična. Otvorili so jo leta 2008. Sedaj, če to primerjamo na primer s progo v Monzi, z Monakom ali pa marsikaterim drugim prizoriščem, kjer spremljamo dirke, praktično smo si lahko edini, da zadeva je lahko zanimiva, ampak klasična verjetno ni. Progo, kot sem že omenil, ni zrisal Hermann Tilke, temveč biro Ricarda Pinje, in tu ne smemo govoriti o tem, da je zaradi tega dejstva boljša ali slabša. A kot sem omenil, najprej je bila homologirana za motociklizem in v nekaj mesecih je pridobila homologacijo tudi za Formulo 1. Ampak tu, če pogledamo malce fotografije, bomo opazili neko podrobnost. Verjetno vsi vi se spomnite, kako pred leti je prišel na površje trend, da smo imeli na progah, ki so gostile tako dirke v razredih motociklizma kot avtomobilizma,
velike, široke, asfaltirane izletne cone. In tudi tu so prisotni. Namreč v motociklizmu se pogostokrat zgodi, da voznik zapelje izven proge in se nato vrne seveda na samo dirko. Ampak prav v zadnjih sezonah je to postalo v Formuli 1 neke vrste težava. Spomnimo se, koliko kazni je bilo podeljenih zaradi nespoštovanja razmejitev in kako so se začele pojavljati neke vrste improvizirane izletne cone prav tam za robniki, kjer je bila prej asfaltirana površina. No, tu imamo res široke peščene izletne cone, ampak neposredno za tistim asfaltnim pasom, kjer je določena proga, imamo tudi seveda površino, ki je utrjena, ki je seveda asfaltirana in kjer lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo tudi kakšne spremembe. Rad bi poudaril, da mnogi hvalijo to progo po svoji konfiguraciji. Namreč, da je zabavna, da je zanimiva in da nudi voznikom obilico tistega, kar želijo. Ima 15 ovinkov in krog je dolg 3653 metrov. Ampak to je tista konfiguracija, ki je primerna za Formulo 1 v MotoGP-ju. Rahlo drugačen krog, ampak nič kaj takega, kar bi bilo bistveno. In če smo pravzaprav iskreni, proga kot takšna je izjemno tehnična, je ovinkasta. Kako lahko to trdimo, brez takšnih globokih poznavanj razmer na progi, enostavno tako, da si pogledamo rekorde. Namreč Lewis Hamilton leta 2020 z Mercedesom W11 je odvozil krog v času minute 18 sekund in 750 tisočink, tem ko letos Pedro Acosta s KTM-om je isti krog odvozil z časom minute 38 sekund in 237 tisočink. Če malce zaokrožimo, bi lahko dejali, da je razlika 20 sekund. In jasno nam je, da bolid Formule 1 ima ogromno prednost nad motociklom razreda MotoGP, prav na ovinkih, kjer aerodinamika mu pomaga imeti bistveno višjo hitrost. Na ravninah je seveda v prednosti motocikl zaradi manjšega čelnega upora, zaradi bolj ugodnega razmerja med seveda maso in močjo pogonskega sklopa. In konec koncev aerodinamika pri motociklu deluje na ravnini, medtem ko pri bolidu Formule 1 pride bolj do izraza na samem tehničnem delu. A pustimo seveda sedaj to, imamo še eno manjšo zadevo, ki nam kaže na to, da je proga primarno motociklistična. Mnogokrat sem že dejal, da ukolikor želimo poznati malce bolj podrobno progo, moramo najprej spoznati imena ovinkov. In imena ovinkov niso prvi, drugi, tretji in četrti. Tu imamo ovinek, ki je posvečen spominu Craiga Jonesa. In verjetno navdušencem Formule 1 ali avtomobilizma na splošno, to ne pove absolutno nič. Ampak oni, ki spremljajo motociklizem, se verjetno spomnijo tega Britanca, ki je umrl leta 2008 na progi v Brands Hatchu. In seveda v tisti ekipi razreda Supersport v Superbajku
so bili vpleteni tudi kot lastniki, tudi tisti, ki upravljajo danes z progo. In tu bi lahko dodal še moje osebno mnenje. Kljub hvalnicam, ki jih lahko prebiramo o progi v Algarveju, se lahko mi navdušenci prosto začnemo spraševati, kaj nam je ostalo v spominu od dirke iz sezone 2020 in one iz leta 2021. Priznam vam, da meni osebno ne mnogo. In že to nam kaže, da izbor kot tak verjetno ima svoje pozitivne stvari, ampak tudi kakšnega negativnega. Čeprav sedaj imamo ogromno, in ponavljam, ogromno mnenj, ki so seveda izjemno navdušeni. A imamo še nek signal, ki je, vsaj po mojem osebnem mnenju, zanimiv. Zaenkrat imajo organizatorji le dvoletno pogodbo, torej za sezono 2027 in 2028. Dirka na Portugalskem naj bi zamenjala veliko nagrado Nizozemske. Ampak kaj se bo zgodilo v sezoni 2029, ne vemo. In mnogi izmed vas boste dejali, saj se pogodba lahko podaljša. Seveda, lahko se podaljša, lahko pa tudi ne. Lep primer, že citirana velika nagrada Emilia Romagna v Imoli. Pogodbo so imeli do leta 2025 in na to je nihče ni želel podaljšati. Tisti termin je nekako prišel k veliki nagradi, ki jo bodo kot veliko nagrado Španije organizirali na progi v Madridu. Poglejmo si malce bolj podrobno situacijo. Namreč v naslednjem letu potečeta kar dve pogodbi. V Zandvoortu, kjer je jasno, da organizator ne želi več podaljšati pogodbo z Formula One managementom, in tudi v Barceloni, kjer nam ni jasno, kaj se bo zgodilo. In seveda leta 2027 pride Portimao na mesto Zandvoorta. Leta 2027 poteče pogodba za veliko nagrado Las Vegasa, ampak tu brez skrbi. Namreč Formula One management je tudi organizator te dirke in sami sebi bi pogodbo že znali podaljšati. Ampak leta 2008 teče pogodba v Singapurju. Proga v Mehiki bo morala dobiti neko rešitev in že citirana dirka za veliko nagrado Portugalske. Torej, dokaj hitro se vam ne zdi. Naprimer, leta 2029 poteče pogodba z progo v Suzuki za veliko nagrado Japonske. 2030 Jeddah, Abu Dhabi, Sao Paulo, Šangaj ter Baku. In ne smemo pozabiti, da leta 2031 poteče pogodba s progo v Monzi, kar je bolj zanimivo za progo v Spaju. Namreč velika nagrada Belgije bo izpuščena leta 2028 in 2030. Seveda sedaj, če se vrnemo malce nazaj, bomo videli, da prav v obdobju 2027-2028 bo potrebno ali na novo podpisati ali dobiti kar nekaj novih lokacij, če si Formula 1 želi imeti prav takšno število dirk, kot ga spremljamo sedaj. Leta 2032 poteče pogodba z organizatorjem na Madžarskem in v Katarju, 34
v Teksasu je dirka za veliko nagrado Združenih držav Amerike, ki mora podaljšati svoj dogovor, in seveda organizator v Veliki Britaniji leta 35 Madrid, torej proga, ki naj bi v sezoni 26 prvič bila na koledarju, ima bistveno daljši dogovor kot organizator v Portugalskem. In ne smemo pozabiti, istega leta še dirka v Kanadi ter Monaku, leta 36 Bahrein. 37 je letnica, ko se izteče pogodba z organizatorjem v Avstraliji, in leta 2041 bo zadnja sezona po veljavnih pogodbah za veliko nagrado Miamija in Avstrije. Sedaj si lahko malce zamislimo, kakšna je situacija, da na Portugalskem imajo samo dvoletni dogovor. Nalašč sem vam naštel vse lokacije in letnice, kdaj se pogodba izteče, da dobimo tisti pravi občutek. Ne bi rad, da dirka za veliko nagrado Portugalske bi bila, tako kot v obdobju covida, neke vrste mašilo. Mašilo za to prehodno obdobje, ko čakajo neke nove lokacije, neke nove proge, neke nove organizatorje, ki bodo seveda sprejeli dokaj zahtevno organizacijo. A kot ponavadi, videli bomo skupaj, kaj se bo zgodilo. Toliko za danes. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.